Lep pozdrav, ponovno smo skupaj na 61. srečanju Zuma Društva Belis in danes se bomo ukvarjali z malo drugačno temo, ki pa tudi za ta čas ni prav nič zanemarljiva. Nocoj se bomo pogovarjali o tipih osebnosti, in sicer o 4 tipih osebnosti, o analitiku, diplomatu, čutečemu in raziskovalcu. Preden pa začnemo, si poglejmo najprej, zakaj je to dobrodošla tema ravno v tem času. Empatičnost ali zaznava čustev je, kot vidite, v času koronavirusa postala strašno iskana roba, izjemno iskana roba. In če ne želimo ostati na polici fikcije s knjigo Perfect Woman, Perfect Friend, Perfect Game ali kaj podobnega, potem je dobro, da se malo spoznamo. Saj vemo, nobena stvar ni perfektna, še najmanj pa mi sami. Znotraj te perfektnosti se postavlja zdaj vprašanje beseda empatija. Vendar preden začnemo, bi želel povedati, da je ta zadeva 4 tipov, o katerih se bomo pogovarjali tekom tega srečanja, predstavljeno po Myers-Briggs Type Indicator MBTI. No, pa poglejmo za začetek besedo empatija, zato da bomo nekako lažje sledili tej temi tokom pogovora. Empatija je beseda, katere uporaba se dandanes močno povečuje. Empatičnost je postala iskana roba. In a veste, za sposobnost razumevanja, delovanja ljudi, prijateljev, vseh ljudi, ki nas obkrožajo, je pomembno, da jih razumemo in da se zavedamo, da vsi ti ljudje pa res niso enaki. Zakaj ne? Zato, ker ima vsak od nas ali pa vsak od ljudi, s katerimi se srečujemo, različne sposobnosti, različne osebna nagnjenja, ki nas pač kot osebnosti različno definirajo. Tip osebnosti je silno pomemben. Že od Hipokrata naprej so se misleci ukvarjali s kategorizacijo človeških lastnosti. Hipokrat je delitev poenostavil, to nam vsem dobro poznane 4 tipe, in sicer na sangvinika, kolerika, flegmatika in melanholika. Karl Jung pa je postavil temelje moderni razdelitvi. Sam je razdelil delitev na racionalne, to se pravi ljudi, ki razmišljajo in čutijo, ter iracionalne lastnosti človeka. To so pa ljudje, ki jih spremlja intuicija in močnejša zaznava. Vsaka funkcija naj bi se izkazala izmed teh, ki smo jih našteli za introvertirano ali ekstrovertirano. Pa recimo, da bomo to imenovali asertivni tip človeka ali pa turbulentni, nekoliko agresivni tip človeka. Se pravi, znotraj vsakega karakterja, ki ga bomo nocoj opisovali, sta 2 tipa. Asertivni, umirjeni ali pa turbulentni oziroma malo bolj agresivni tip. No, če se na začetku ustavimo pri kreatorjih tega testa, preko katerega se ljudje dobro spoznamo, sami sebe, lahko rečemo, da je Catherine Cook Briggs skupaj s svojo hčerko Izabel postavila ta imenovani strukturni model Myers-Briggs Type Indicator ali MBTI, kot ga krajše imenujemo. Tip osebnosti se pravzaprav meri s preferenco posameznika za eno od lastnosti v dvojicah. Kategorizacija temelji na oceni komponent tako imenovanih 4 razmerij, ki naj bi opisovali 4 elemente človeške osebnosti, in sicer po dvojicah. Te dvojice pa so usmerjenost vase ali usmerjenost v okolico. Z ene strani zaznavanje, z druge strani intuicija. Z ene strani razmišljanja, z druge strani čustvovanje in 4. tip ocenjevanje, intelektualno ali občutenje oziroma zaznavanje. Vse te dvojice, vse ta nasprotja
pa Myers-Briggs testi označujejo s kraticami oziroma s črkami, s katerimi se bomo skozi to predstavitev nekoliko bolje seznanili. To so tako imenovane 4 tipe črk, ki so vedno v paru. Tisti v oklepaju, ki jih boste videli potem v nadaljevanju, se delijo na 4 glavne skupine in imajo v sebi tako imenovane 4 tipe. No, tipi osebnosti, kot jih vidimo tukaj, vidite, nocoj bomo nekako sneli masko, si pogledali v oči in za vsakega od teh naštetih tipov bomo videli, kaj pravzaprav so 4 podtipi. Pri analitiku imamo 4 podtipe, in sicer arhitekta, logika, poveljnika in razpravljavca. Pri diplomatu kot drugemu tipu so 4 podtipi, in sicer odvetnik, posredovalec, protagonist in aktivist. Dalje potem v 3. točki čuteči tip osebnosti je logik, branilec, direktor in konzul. In pa v 4. tipu osebnosti pod raziskovalca ponovno spadajo 4 tipi: virtuoz, pustolovec, podjetnik in zabavljač. Vsakemu od teh 4 tipov, ki ima 4 podtipe, se pravi skupaj 6 različnih osebnosti, pa seveda spadata 2 tipa, 2 podtipa. Pravi, vseh 16 tipov je z ene strani asertivnih, kot smo rekli, bolj umirjenih, ali pa vseh 16 tipov označenih bolj kot turbulentnih. Asertivni bodo označeni s črko A, turbulentni s črko T. No, in če pogledamo v bistvu sedaj to sliko, to prispodobo, kjer imamo 3 tipe ljudi naslikane, na levi pasiven, ki pač dovoli, da vedno drugi človek zmaga. Na sredini je asertivni tip, ki pravzaprav naredi tako imenovano win-win situacijo, in skrajno desno je bolj agresivni tip, ki ga bomo skozi podajanje imenovali turbulenten, ali pa turbulenten, kot je pač skladno s tem testom. Sedaj v pasivnem človeku nekaj dosti povedati, je pač pasiven opazovalec, malo da ne rečemo kot neopazen človek, v družbi je tih in ponavadi se vedno strinja s predlogi drugih. No, obravnavali bomo v nadaljevanju asertivnega, bolj umirjenega, in asertiven seveda spada pod vse 4 tipe, od 1 do 4 in v vseh 16 podtipov. Če bolje definiramo asertivnost, je pravzaprav sposobnost nekega odkritega izražanja lastnega mnenja, pričakovanj, pravic, potreb ali čustev, pri čemer hkrati upoštevamo našega sogovornika, kadar smo z njim v komunikaciji. Asertivni ljudje se nekako zavedajo, da imajo osnovne človekove pravice, ki jih morajo ostali ljudje spoštovati, kar vključuje tudi svobodo izražanja lastnih potreb in pa seveda osebnih čustev. Nasproti temu pa stoji tako imenovana turbulentna osebnost, ki pravzaprav pripada tudi vsem 4 tipom in 16 podtipom, ki smo jih v uvodu našteli, in lahko rečemo, da se s črko T označujejo turbulentni posamezniki. Turbulentni so zelo uspešni, perfekcionistični, željni izboljšanja. Vedo, zakaj vedno poskušajo uravnotežiti svoje dvome. Dvome z doseganjem več, tako si prizadevajo postati na eni strani boljši, prav tako je verjetno, da bodo svoje projekte ali prizadevanja potisnili v isto smer. Turbulentni tip osebnosti običajno opazijo majhne težave in pogosto naredijo nekaj glede njih, preden te težave na nek način postanejo večje. Gremo torej k tem 4 tipom in se ustavimo pri prvem tipu, ki ga imenujemo analitiki. Torej, analitiki, smo rekli, vsi 4 tipi so
na eni strani 2 asertivna in 2 turbulentna. Tako imamo v bistvu naštete te, tako kot jih vidite, in sicer se jih označuje z črkami INTJ, kar pomeni introverted, intuitive, thinking in judging v angleščini, v slovenščini pa introvertiran, intuitiven, človek, ki razmišlja in dobro presodi. V nadaljevanju INTP, introvertiran, intuitiven, razmišlja, zaznava, v angleščini bi temu rekli introverted, intuitive, thinking in perceiving. In te označbe gredo po teh črkah tako naprej. No, če gremo na te 4 tipe, se pravi, ki smo jih zdajle videli na sliki, sta v bistvu 2 tipa, introvertiran in ekstrovertiran. Ta 2 tipa imata pa, se pravi, introvertiran je arhitekt in logik, pravi 2, in pa ekstrovertiran je pa poveljnik in razpravljavec. Potem imamo tako imenovano analitiko, ki jo delimo v 4 tipe osebnosti, kot smo ravnokar videli, te 4 tipe pa, kot smo že rekli, na asertivnega in turbulentnega. To se pravi, če analiziramo najprej arhitekta. Zdaj si bomo pogledali vse te 4 tipe, ki smo jih videli, v tistih osnovnih osebnostnih značilnostih. Za arhitekta, veste, je značilno, da je vedno na vrhu. Je osamljen, kar kot ena najbolj redkih in strateško najbolj sposobnih vrst arhitekt sam še predobro ve in se zaveda. Arhitekti predstavljajo v tem času samo 2% prebivalstva. Še posebej redke pa so ženske, saj predstavljajo samo 0,8% prebivalstva. Zanje je pogosto velik izziv najti partnerja, sogovornika, posameznike z enakim razmišljanjem, ki bi lahko dohajali njihovo neizprosno, intelektualno in šahu podobno potezo. Ljudje z osebnostjo arhitekta so iznajdljivi, vendar odločni, ambiciozni, vendar zasebni, izredno radovedni, vendar na noben način ne tratijo svoje energije. Znani arhitekti, kot jih vidimo tukaj na tej sliki, so arhitekti, kot če bi jih z eno besedo imenovali, človek razmišlja več, kadar potuje sam. To je njihov skupni moto. Arhitekti so odlični in samozavestni na področju znanja, za katerega, a veste, so si vzeli v življenju določen čas, da so ga razumeli, vendar pa žal družbena pogodba ni ena izmed teh področij. Laži iz obzirnosti in kramljanje so za to vrsto osebnosti, ki stremi k resnici in globini, že tako ali tako zelo težke, vendar pa znajo arhitekti pretiravati do te mere, da se jim večina družbenih norm zdi včasih preprosto neumne. Ironično je to, da je zanje večinoma najbolje, da ostanejo znotraj svoje cone udobja, izven blišča žarometov, kjer jim lahko njihova naravna samozavest, ki se odraža pri njihovem delu z znanjem, služi kot njihov lasten svetlobni signal, ki na romantičen ali drugačen način privlači ljudi s podobnim značajem in s podobnimi interesi. Arhitekte lahko označimo tudi tako, da svojo težnjo po premikanju skozi življenje jemljejo kot eno veliko šahovnico, eno veliko površino, po kateri se figure stalno premikajo, mišljeno, inteligentno in analizirajo vedno nove taktike, strategije, načrte, stalno prelisičijo na nek način svoje nasprotnike. Zakaj? Zato, da bi ohranili nadzor nad situacijo in si povečali svojo svobodo gibanja. To nikakor ne pomeni, da arhitekti delujejo brez vesti, vendar pa se lahko številnim drugim vrstam osebnosti to vsekakor tako zdi, saj arhitekti nasprotujejo čustveno pogojenemu ravnanju. To je recimo tudi razlog, da so številni fiktivni zlobneži in napačno razumljeni heroji zasnovani na tej vrsti osebnosti. Toliko o prvem tipu analitika arhitektu, sedaj gremo pa
analitik, logik, ki ga ta sistem označuje kot INTP, se pravi, da je introvertiran, intuitiven, razmišlja in zaznava. Za logika je značilno, da se uči od včeraj, živi za danes. Upa za jutri, zelo pomembno pa je, da se ne preneha spraševati. Osebnost logika je dokaj redka in predstavlja nekako 3% prebivalstva, kar je zanje zagotovo dobro, saj jih nič druga ne bi bolj razžalostilo, kot če bi bili vsakdanji. Logiki so ponosni na svojo inovativnost in kreativnost, njihovo edinstveno stališče in živahen intelekt. Običajno so logiki znani kot filozofi, misleci ali sanjavi profesori in so bili v zgodovini odgovorni za številna znanstvena odkritja. No, tukaj vidimo nekaj znanih ljudi, ki jim pripada tip logika. In če jih imenujemo tako kot pri arhitektih, recimo opisno z enim stavkom, bi jim lahko rekli: naj tisti, ki želijo premakniti svet, najprej premaknejo sami sebe. Opis teh logikov, poleg tega čustvenih pritožb, logik nikoli ne bi niti prenesel, niti razumel. V njih nikoli ni najti čustvene podpore. Ljudje z osebnostjo logika bi raje predlagali niz logičnih predlogov, kako rešiti zadevo, težavo, kar pa pri njih, bolj čustvenih sogovornikih, ni vedno dobrodošlo, kajti logika in čustva nekako ne gredo skupaj. Enako najverjetneje velja tudi za večino družabnih prireditev in njihovih ciljev, kot so recimo načrtovanje večerje in poroka, saj se logiki vedno bolj ukvarjajo z izvirnostjo, recimo, in z učinkovitimi rezultati kot s čustvenim nabojem. Glavna stvar pri logikih je to, da jih logika, intelekt drži nazaj. In sicer je njihov neprestani in prodoren strah pred neuspehom. To jih nekako bremza, ovira. Lahko rečemo, da je osebnost logika velikokrat analizira lastne misli, lastne teorije, boji se, da je spregledal kritičen del sestavljanke, da lahko stagnira, da se izgubi v nedoločljivem svetu, v katerem misli logika nikoli ne pridejo v resnično uporabo. Zato je zelo verjetno, da je največji izziv za logika premagati ta dvom v samega sebe, vendar pa vse to odtehtajo intelektualna darila. Seveda, tako velika kot majhna, ki jih ti podarijo svetu, ko končno premagajo svoj izziv. Tretji tip osebnosti je seveda tudi zelo zanimiv, ki spada pod analitika, in sicer to je poveljnik. Poveljnik je osebnost, ki je ves čas omejen. Zato ga ne zapravljajte tako, da živite življenje nekoga drugega, kajti čas je zlato. Ves čas je za poveljnika omejen. Ne omejuje se v dogmo, kar pomeni, da bi živel z rezultati razmišljanja drugih. Ne dovoli, da hrup mnenj drugih zaduši njegov notranji glas. Najpomembneje pa je pri poveljniku, da ima pogum slediti svojemu srcu in svoji intuiciji. Nekako namreč že ve, kaj si resnično želi postati. Vse ostalo je za poveljnika manj pomembno. Kot smo že videli, se ga označuje s 4 črkami ENTJ, kar pomeni, da je ekstroventiran, intuitiven, thinking oziroma razmišljujoč in pa zna dobro presoditi stvari. Če gledamo iz naravnega vidika karakterja tipa človeka poveljnika, so to ljudje, ki so naravni vodje. Ljudje s to vrsto osebnosti poosebljajo darove karizme in
samozavesti ter odražajo avtoriteto na način, ki združuje množice za dosego skupnega cilja. Za razliko od svojih bolj občutljivih protagonistov je za poveljnike značilna pogosto neusmiljena racionalnost, saj s pomočjo svojega elana, odločnosti in uma dosežejo vse, kar so si zadali. Morda je še najbolje, da predstavljajo samo 3% prebivalstva, saj bi drugače preplavili bolj plahe in občutljive osebnosti, ki jih obkrožajo in ki predstavljajo večji del sveta. Toda prav poveljniki so tisti, ki se jim moramo zahvaliti za številna podjetja, ustanove, ki jih vsak dan jemljemo nekako kot samoumevne. Zanimivi tipi pri poveljnikih, ki jih vidite na zaslonu, so te 4 znane osebnosti in pa seveda mnogi drugi. Ampak v enem stavku bi jih lahko imenovali, da gre pri njih za razvijanje znanosti o človeku in odnosih. Kar se čustvenega tiče pri poveljnikih, je izražanje čustev pri njih ni močna značilnost nobene od osebnosti iz skupine teh analitikov. Zaradi svoje družabne narave pa je oddaljenost poveljnikov od njihovih čustev še posebej javna in neposredno občutna za široko množico ljudi. Še posebej v poslovnem okolju. Enostavno zdrobijo čustvenost tistih, ki jih smatrajo kot neučinkovite, nesposobne ali lene. Za ljudi z osebnostjo poveljnika je izražanje čustev nek način izražanja šibkosti. In s takim pristopom si hitro nakopajo sovražnike. Poveljniki si morajo dobro zapomniti, da so po vsem svetu odvisni od funkcionalne ekipe, ne samo zato, da bi dosegli svoje cilje, pač pa, da bi tudi za sprejemanje potrditve in povratnih informacij, na kar so, kar je zanimivo, poveljniki ali pa tip osebnost poveljnika zelo občutljiva. Resnični vodje in vzdržujejo podobo, da so večji od življenja, kar pogosto tudi so, vendar pa si morajo ljudje s to vrsto osebnosti zapomniti, da njihov status ne izhaja samo iz njihovih lastnosti, dejanj, ampak iz dejanj ekipe, ki so si jo prislužili, priskrbeli in ki jih podpira, in je pomembno prepoznati prispevke znotraj te skupine, njihove talente in potrebe svojega podpornega omrežja, predvsem pa s čustvenega vidika. Tudi morajo prevzeti lažno masko, v mislih imamo seveda poveljnika, pomeni, da znajo združiti čustveno, zdravo osredotočenost s številnimi svojimi močnimi lastnostmi in zato bodo nagrajeni z globokimi, zadovoljivimi razmerji z vsemi zmagami, ki jih lahko prenesejo. Dalje imamo analitika kot razpravljavca. Torej, 4. tip je razpravljavec, osebnost, in ga označujemo s 4 črkami ENTP, ekstravertiran, intuitiven, razmišlja in zelo dobro zaznava. Thomas J. Watson je rekel, da razpravljavec, da je osebnost, ki sledi po poti nevarnega, samostojnega misleca. Stavi svoje misli nevarnosti, kontroverznosti. Povej, kaj misliš, in se manj boj etikete čudak kot tiste oznake za neskladnost. Za zadeve, ki se ti zdijo pomembne, pa vstani in vztrajaj po vsaki ceni. Za razpravljavca bi v nadaljevanju rekli, da je to tista vrsta osebnosti, ki je ultimativni hudičev odvetnik. Saj svojo energijo črpa iz cefranja argumentov in prepričanj, ostanke pa pusti lebdeti v vetru. Tako da so vidni vsem. Za razliko od bolj odločnih osebnosti, razpravljavci tega ne počnejo, ker želijo doseči nek globlji pomen
ali strateški cilj, ampak zgolj za zabavo. Nihče ne obožuje procesa miselnega dvoboja bolj kot razpravljavec, saj tako dobi priložnost uporabiti svoj lahkoten, hitri široko bazo znanja in možnost povezovanja povsem različnih zamisli, da bi dokazal svoje stališče. No, tako smo nekako prišli do zadnjih 4 tipov, to so razpravljavci, in v enem stavku bi te 4 tipe lahko, ki jih vidite na zaslonu, te 4 osebnosti, za razpravljavce rekli: priložnosti so zamujene, ker se zdijo kot težko delo. Kaj bi lahko rekli še za razpravljavce? Morajo opraviti tako imenovano daljšo pot od ostalih, da bi izkusili svoje naravne sposobnosti. Njihova intelektualna neodvisnost in prosta in neomejena vizija sta izredno dragoceni, kadar so oni glavni in kadar jih vsaj nekdo posluša. Vendar pa je na poti do tja treba vztrajati in stvari izpeljati do konca, s čimer pa imajo razpravljavci nemalokrat težave. Če enkrat zagotovijo ta položaj, si morajo razpravljavci zapomniti, da bodo njihove zamisli obrodile sadove le, če se bodo sami zanesli na druge in bodo pomagali sestaviti posamezne dele. Če so porabili več časa za zmagovanje debat kot za izgradnjo splošnega mnenja, bodo številni razpravljavci ugotovili, da enostavno nimajo potrebne podpore, da bi uspeli. Tem, tako dobro igrajo vlogo hudičevega odvetnika, bodo ljudje s to vrsto osebnosti ugotovili, da je najbolj zahteven in dragocen intelektualni izziv razumeti bolj čustven vidik in da je treba poleg logike in napredka zagovarjati tudi obzirnost in kompromise. Prvi tip osebnosti smo v 4 podosebnostih s tem obdelali in gremo na naslednji korak, drugi korak, na drugi tip osebnosti. To so diplomati. Kaj je značilno za diplomate? Za diplomate je značilno, da so aktivni in turbulentni. Podobno kot v prvi verziji, ki smo jo ravnokar obravnavali. Se pravi, introvertirani so odvetnik in posredovalec kot tip osebnosti, ekstravertiran je pa protagonist in aktivist, kot jih vidite na sliki. Če ponovim, skrajna leva 2 tipa sta asertivna, desna tipa pa turbulentna. No, in tukaj vidimo, da imamo tako imenovani introvertirani tip diplomata na eni strani in asertivni, ekstravertirani tip osebnosti na drugi strani. 4 tipi osebnosti, ki jih bomo pa sedaj obravnavali, so pa odvetnik, posredovalec, protagonist in aktivist. Gremo kar na prvi tip osebnosti, to je odvetnik. Tip osebnosti odvetnika je zelo redka. Predstavlja tako imenovan 1% prebivalstva, vendar pa njeni predstavniki kljub temu pustijo svoj globok pečat v svetu. Imajo prirojeni občutek za idealizem in za moralo, toda od drugih idealističnih vrst osebnosti se razlikujejo po svoji odločnosti. Odvetniki namreč niso leni sanjači, ampak ljudje zmožni narediti konkretne korake za udejanjanje svojih ciljev in trajnih pozitivnih vtisov. Dajmo za odvetnika, preden gremo na znane osebnosti, zaključiti misel. Odvetniki so kot smisel v življenju, pravzaprav vidijo kot smisel v življenju v pomoči drugim. Vendar pa je kljub temu, da pogosto sodelujejo pri reševalnih akcijah in dobrodelnih dejavnostih, njihova prava strast priti težavi do dna, tako da ljudje sploh ne bi potrebovali reševanja.
Na slajdu vidimo znane osebnosti in če bi jih povzeli z enim stavkom in jih opisali, bi z skupnim imenovalcem lahko rekli: živi, da se boš lahko boril še en dan. Najpomembneje pa je, da te osebnosti ne pozabijo skrbeti zase. Njihova strast do prepričevanja jih zlahka ponese čez tako imenovano prelomno točko, če izgubijo nadzor nad svojo vnemo. To se lahko konča z izčrpanostjo, boleznijo, stresom, kar postane še posebej očitno, ko se odvetniki srečajo s sporom ali z osebno stisko ali kritiko. Njihova občutljivost prisili do tega, da naredijo vse, kar je možno, da se obranijo pred temi navideznimi osebnimi napadi, kar pa se okoliščinam ni mogoče izogniti, pa se znajo braniti na izredno neracionalne in nekoristne načine. Torej, za odvetnike je svet prostor poln neenakosti. Čeprav ni treba, da je tako, nobena druga vrsta osebnosti ni bolj primerna, da ustvari gibanje za korekcijo napake, ne glede na to, ali je velika ali majhna. Odvetniki edino ne smejo pozabiti, da morajo med tem, ko skrbijo za svet, poskrbeti tudi zase, oziroma predvsem zase. Pri drugem tipu osebnosti diplomata, poleg odvetnika, imamo posredovalca. Osebnost posredovalcev so tako imenovani resnični idealisti. Vedno iščejo kanček dobrega v še tako slabih ljudeh in dogodkih. In vselej iščejo načine, kako stvari izboljšati. Čeprav se zdijo umirjeni, zadržani, kdaj pa kdaj celo sramežljivi, imajo posredovalci notranji plamen strasti, ki lahko resnično zasije, kar predstavlja samo 4% svetovnega prebivalstva. In to je tveganje, da bi bili narobe razumljeni. Žal zanje je dokaj visoko, ko pa najdejo ljudi z enakim razmišljanjem, začutijo harmonijo veselja in tiha. Posredovalce bolj kot logika navdušuje ali praktičnost vodijo njihova načela. Kadar se odločajo, kako naprej, upoštevajo čast, lepoto, moralo in odliko. Posredovalce vodi čistost njihove namere in nagrade in kazni. Ljudje s to vrsto osebnosti so ponosni na to lastnost in prav tako, vendar vsi ne razumejo sile, ki poganja ta čustva, zaradi česar pa lahko postanejo posredovalci celo izolirani. In zaključimo z mislijo, ki se poda prav posredovalcu: ni vse zlato, kar se sveti, niso vsi izgubljeni, ki tavajo, kdor je v starosti molčan, ne oveni, do globokih korenin mraz ne doseže. Toliko o drugem tipu. Zdaj si poglejmo pa znane osebnosti posredovalcev in skupni stavek oziroma opis, ki bi ga lahko dali, je: poslušaj veliko ljudi, toda govori le z nekaterimi. Torej, za razliko od najbolj družabnih vrst osebnosti, posredovalci svojo pozornost posvetijo le nekaterim. Vzrok za to je, da jim lahko sicer zmanjka energije in lahko celo postanejo potrti in preobremenjeni z vsem slabim v svetu, ki ga pač ne morejo popraviti. To ni nič dobrega za prijatelje posredovalcev, ki so se navadili na njihov rožnat pogled na svet. Če niso previdni, lahko posredovalci med tem, ko iščejo dobro in zanemarijo vsakodnevno vzdrževanje, ki od njih zahteva življenje, izgubijo sami sebe. Posredovalce pogosto odnese v globoko razmišljanje, saj uživajo v analiziranju hipotez in filozofskih razmišljanjih bolj kot katerakoli druga vrsta osebnosti. Če nihče ne preveri, kako je z njimi, lahko izgubijo stik in se umaknejo v svet odmaknjenosti. Glejte, v tem primeru lahko prijatelji ali partner uporabijo veliko energije, da jih postavijo na zemeljska tla in jih vrnejo
v resnični svet. Okej, zdaj smo pri protagonistu. Protagonist prav tako spada v drugi tip osebnosti, to je diplomat. In vse, kar trenutno počne, se kaže navzven in vpliva na vsakogar. Protagonistično, pravzaprav stališče protagonista lahko razsvetli misli in srce ali pa povzroči globoko tesnobo. Dih lahko izžareva ljubezen ali v prostoru širi depresijo. Protagonistov pogled lahko prebudi srečo. Protagonistove besede lahko navdihnejo svobodo. Njihovo dejanje lahko odpre srca in ume. Kako močna je osebnost protagonista. Z drugimi besedami bi jim lahko rekli naravni vodje, polni strasti in polni karizme. Se pravi, protagonist je osebnost, ki predstavlja v svetu 2% prebivalstva in so pogosto naši politiki, trenerji, učitelji, ki želijo druge navdušiti, da bi dosegli cilje in delali dobro v svetu. Protagonistova naravna samozavest stavlja za vzor, s velikim ponosom in veseljem pa vodijo druge v želji, da bi sodelovali in tako izboljšali sebe, svojo skupnost in celoten svet. Če pogledamo znane osebnosti protagonistov, pravi na zaslonu jih vidite nekaj, teh 4 osebnosti, z enim stavkom morda bi jih lahko opisali. Boj nas ne sme odvrniti od tega, da prenehamo podpirati nekaj, za kar verjamemo, da je pravično. Protagonisti so prisotni, skrbni ljudje, ki vedo, kaj govorijo in se temu ustrezno tudi vedejo. Nič jih ne usreči bolj kot vodenje, povezovanje in motiviranje svoje ekipe z nalezljivim navdušenjem. Ljudje z osebnostjo protagonista so strastni nesebičneži, kar jih včasih tudi stane in se ne bojijo vrvi in puščic, kadar branijo ljudi in ideje, v katere verjamejo. Zato ni nič čudnega, da so sami oziroma da so znani protagonisti vplivni politiki in kulturni vodje. Ta vrsta osebnosti namreč želi voditi na poti do svetlejše prihodnosti, pa naj bo to vodenje naroda v blaginjo ali športne ekipe otrok do težko zaslužene zmage. Zdaj smo pri 4. podtipu, to se pravi, to je aktivist. Aktivist še vedno spada v drugi tip osebnosti diplomata in za njega je značilno, da ga lahko opišemo, kadar ga slišimo govoriti, ne zanima me, kaj si po poklicu, želim vedeti, po čem hrepeniš in ali si drzneš sanjati o tem, da bi izpolnil svoje srčne želje. Ne zanima me, koliko si star, želim vedeti, ali si pripravljen tvegati, da bi izpadel bedak za ljubezen, za svoje sanje, za pustolovščino življenja. To je misel aktivista. Osebnost aktivista je pravi svobodni duh. Pogosto je aktivist središče zabave, vendar ni toliko zainteresiran zgolj za razburjanje in užitek trenutka, kot je zainteresiran za uživanje v družabnih in čustvenih povezavah, ki jih ustvari aktivist z drugimi. Ta vrsta osebnosti je šarmantna, je samostojna, energična in sočutna in 7%, ki jih predstavljajo v svetu, je vsekakor mogoče začutiti v vsaki množici. Znane osebnosti, ki jih vidite na zaslonu, bi opisali z enim stavkom: ne izgubi tiste majhne iskrice norosti. Na srečo se ljudje z osebnostjo aktivista znajo sprostiti in brez težav lahko preklopijo iz vnetega, gnanega idealista na delovnem mestu v domiselnega, zanesenjaškega, prostega duha na plesišču. Pogosto tako nenadoma, da s tem presenetijo tudi svoje najbližje prijatelje.
Tovrstno preskakovanje jim omogoča, da se čustveno povežejo z drugimi, kar jim omogoča vpogled v stvari, ki motivirajo njihove prijatelje, motivirajo njihove sodelavce. Verjamejo, da bi si vsak moral vzeti čas za prepoznavanje in izžarevanje svojih čustev zaradi njihove empatije in družabnosti, pa je to zanje naravna tema pogovora. Vendar morajo biti aktivisti previdni, se namreč preveč zanašajo na svojo intuicijo in poskušajo motivacije svojih prijateljev preveč predvideti, lahko signale razumejo napačno in porušijo načrte, ki bi jih bilo z bolj neposrednim pristopom možno izpeljati na bolj enostaven način. Tovrstna družbena obremenitev je pravo strašilo, zaradi katere ta vrsta osebnosti, osredotočena na harmonijo, ponoči preprosto ne more spati. Aktivisti namreč so zelo čustveni in občutljivi in kadar nekomu stopijo na prste, to čutita oba. Aktivisti porabijo veliko časa za raziskovanje družbenih odnosov, raziskovanje čustev in idej, preden najdejo nekaj, kar se jim zdi res resnično. Ko pa te osebnosti končno najdejo svoje mesto v svetu, bodo njihova domišljija, empatija in pogum najverjetneje vodili do neverjetnih rezultatov. Torej, če ste aktivist, čestitamo že naprej za vaše rezultate, posebej v teh težkih časih, v katerih živimo. Smo pri tretjem tipu osebnosti, ki ga imenujemo čuteči. No, čuteči tip osebnosti so štirje, logistik in branilec kot introvertiran tip osebnosti in pa direktor in konzul kot ekstravertiran tip osebnosti. Značilnosti pri logistiku so, da je introvertiran, opazen, razmišlja in presodi, medtem ko je branilec kot introvertiran, opazen, čustven in zna presojati. Direktorji so na primer ekstrovertirani, zaznavajo, razmišljajo in presodijo, medtem ko konzuli, ekstrovertiran, zaznava, občuti in presoja. No, v tem smislu, vidite, smo našteli tako imenovane te štiri tipe, ki spadajo pod tretji tip osebnosti, čuteči. Vendar kljub temu ne pozabite, da so vsi ti štirje tipi z ene strani asertivni, se pravi umirjeni tipi, ki znajo doseči rezultate kot win-win kombinacijo, kot smo jo imenovali na začetku, in pa tudi seveda turbulentno, agresivno, aktivno. Dajmo se lotiti prve osebnosti, ki se imenuje logistik. Logistik je kot prvi podtip tretjega tipa čuteči. Moje opažanje je, tako razmišlja logistik, da kadarkoli se izkaže, da je oseba ustrezna za izpolnjevanje svojih dolžnosti, bo to naredila bolje, kot če bi bili za enako dolžnost zadolženi dve osebi ali celo tri. Logistik torej vse najboljše naredi sam. Kakršnakoli pomoč ga kvečjemu razburi, raztrese. Vrsta osebnosti logistika se šteje za najbolj razširjeno, saj predstavlja okrog 13% prebivalstva. Zaradi njihovih značilnih karakteristik, poštenosti, praktične logike in neutrudne predanosti dolžnosti, so logistiki ključnega pomena v številnih družinah, kot tudi v organizacijah, ki ohranjajo tradicije, pravila in, kako bi temu rekli, standarde. Takšne organizacije so na primer odvetniške pisarne, regulativni organi, vojska. Pravi ljudje z osebnostjo logista radi prevzamejo odgovornost za svoja dejanja in so ponosni na svoje delo. Kadar delajo, da bi dosegli cilj, logistiki temu posvetijo ves svoj čas, vso svojo energijo in vsako od zastavljenih nalog zaključijo z natančnostjo in potrpežljivostjo. Zdaj vidimo štiri znane osebnosti, ki spadajo pod tip logistika.
Z enim stavkom bi jih lahko opisali, ker je bolje biti sam kot v slabi družbi. Če jih še nekoliko opišemo, predanost logistikov je odlična lastnost, saj jim omogoči ogromno doseči, hkrati pa je tudi ključna šibkost, ki jo znajo izkoristiti manj tenkovesni posamezniki. Zakaj? Logistiki iščejo stabilnost in varnost in kot svojo dolžnost jemljejo vzdrževati postopke tekoče. Lahko pa se jim zgodi, da bodo njihovi sodelavci in drugi začeli prekladati njihove odgovornosti nanje, ker se zavedajo, da bodo poskrbeli za brezhibnost. Pa nastane problem. Ljudje z osebnostjo logistja raje zadržijo svoja mnenja zase in pustijo, da dejstva pričajo zase. Dejstva so pa njihova dela, njihova organizacija, njihovi rezultati. Vendar pa lahko poteče veliko časa, preden opazni dokazi povedo celotno zgodbo. Logisti ne smejo pozabiti in poskrbeti zase. Njihova trmasta predanost, stabilnost in učinkovitost lahko dolgoročno ogroziti cilje, saj ostali vedno bolj vlagajo račun nanje in se opirajo nanje, s čimer povzročijo čustveno bremenitev logistu, ki jo znajo logisti zadrževati več let. Ko pa to izbruhne, pa je lahko že zdavnaj prepozno. Če lahko te osebnosti najdejo sodelavce in partnerje, ki iskreno cenijo in dopolnjujejo njihove kakovostne lastnosti, ki uživajo v svetlosti, jasnosti in zanesljivosti, ki jo logisti nudijo, bodo slednji odkrili, da jih njihova vloga stabiliziranja izredno zadovoljuje, saj bodo vedeli, da so del sistema, ki zanesljivo deluje. No, gremo k drugemu tipu osebnosti, ki spada pod čutečega. Za njih bi lahko rekli, ljubezen raste samo, če jo delimo z drugimi. Več zase lahko imaš samo, če daješ drugim, je zapisal Brian Tracy. Torej, osebnost branilca je dokaj edinstvena, saj večina njenih značilnosti kljubuje opredelitvi njihovih posameznih lastnosti. Čeprav se znajo vživeti v čustva drugega, so lahko branilci nasilni, če morajo zaščititi svojo družino in svoje prijatelje. Prav so tihi in zadržani, imajo običajno dobro razvite človeške sposobnosti in čvrsta družbena razmerja, in čeprav stremijo k varnosti in stabilnosti, so lahko te osebnosti neverjetno odprte za spremembe, dokler imajo občutek, da so razumljene, spoštovane. Kot pri večini stvari so ljudje z osebnostjo branilca več kot samo vsota njihovih delov na način, njihovo bistvo pa je opredeljeno s tem, kako uporabljajo te moči. Branilci so resnični nesebičneži. Na prijaznost se odzovejo s še večjo prijaznostjo, delu in ljudem, katere verjamejo, pa se posvetijo z velikim mero navdušenja in velikodušnosti. Težko si je predstavljati boljšo vrsto osebnosti, ki bi predstavljala tako velik del prebivalstva, kot so branilci, saj ti predstavljajo skoraj 13% vsega človeštva, ker združujejo najboljše, kar ponuja tradicija, in želijo delati dobro, je branilce mogoče najti v poklicih za zgodovino, kot so zdravstvo, šolstvo in dobrodelno družbeno delo. Znani vidite na zaslonu, če bi jih opisali v enem stavku, če te lahko zaščitim, te bom. No, to je ena čudovita vrsta lastnosti in tudi branilci so čudovita skupina, ki le redko kdaj miruje, če koristno dejanje še ni dokončano. Kar se tiče povezovanja z drugimi in na intimni ravni med introvertiranimi osebnostmi, ni nihče boljši od branilcev. Veselje, ki ga doživijo pri uporabi teh povezav za vzdrževanje podpore, srečne družine, je darilo za vse sodelujoče. Nikoli se morda ne bodo udobno počutili v središču pozornosti.
se bodo morda celo počutili krivo ob sprejemanju pohval za ekipni dosežek, vendar, če lahko zagotovijo, da so njihovi dosežki in ves trud priznani strani drugih, bodo branilci občutili raven zadovoljstva v tem, kar počnejo na način, o katerem lahko druge vrste osebnosti le sanjajo. Gremo k tretji osebnosti v čutečih in to je direktor. Rad je temelj vseh stvari. To je osnovni opis direktorja. Glejte, direktorji so zastopniki tradicije in reda z razumevanjem tega, kar je prav, narobe in družbeno sprejemljivo, povezujejo družine in skupnosti. Te osebnosti cenijo vrednote iskrenosti, predanosti in dostojanstva in so cenjene osebnosti zaradi svojih jasnih nasvetov in napotkov. Hkrati pa direktorji z veseljem vodijo druge po težki poti. Okej, pravi direktorji, ne taki, ki so podkupljivi ali po nareku drugih. S ponosom povezujejo ljudi in pogosto igrajo vlogo organizatorja skupnosti. Direktorji trdo delajo, da bi ljudi združili ob praznovanju raznih krajevnih dogodkov ali v bran tradicionalnih vrednot, ki povezujejo družine in skupnosti. Poglejmo pri znanih osebnostih, kako bi jih tile, ki so analizirani, z enim stavkom opisali. Toda še boljši so tisti, ki poznajo, ki priznajo, da so naredili napako. Ponovno. Toda boljši so tisti, ki priznajo, da so naredili napako. Torej, direktorji so klasične podobe vzornih državljanov. Pomagajo svojim sosedom, upoštevajo zakone in poskušajo poskrbeti, da vsi sodelujejo v skupnosti in organizacijam, ki so jim pri srcu. Glavni izziv za ljudi z osebnostjo direktorja je prepoznati, da ne sledijo vsi isti poti ali prispevajo na enak način. Pravi vodja vedno prepozna dobre lastnosti posameznika kot tudi skupine in mu pomaga uresničiti te zamisli. Na ta način direktorji spoznavajo vsa dejstva in znajo voditi ljudi v smeri, ki ustrezajo prav vsem. In pri tretjem tipu smo sedaj pri konzulu, ki bi ga lahko opisali, kot je rekla Deborah Day, spodbujajte, podpirajte in krepčajte drug drugega, saj bomo pozitivno energijo, ki se prenese na posameznika, občutili vsi. Ljudje z osebnostjo konzula so priljubljeni, kar je dokaj smiselno, če upoštevamo, da je to prav tako zelo pogosta vrsta osebnosti, saj predstavljajo celo 12% prebivalstva. V srednjih šolah so to dijaki, ki določajo smer, izstopajo in vodijo svoje ekipe do zmage in slave. Kasneje v življenju konzuli še posebej radi podpirajo svoje prijatelje in ljubljene, organizirajo družabna srečanja in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi bili veseli. Konzuli, po srcu so te osebnosti družabna bitja, ki uživajo v tem, da so vedno na tekočem s tistim, kar počnejo njihovi prijatelji. Če pogledamo znane osebnosti, bi jih lahko z dvema besedama opisali ubrane povezave. Te osebnosti podpirajo druge, so odprte in jih zlahka opazimo na zabavi, saj so te osebe, ki zmeraj najdejo čas za pogovor in smeh z vsemi. Vendar pa njihova predanost ni le površinska, ker bi se počutili k temu zavezane. Resnično namreč uživajo ob poslušanju svojih prijateljev, ko jim govorijo o svojih razmerjih in dejavnostih, pri čemer si zapomnijo majhne podrobnosti in so vedno pripravljeni na odgovor z veliko mero topline in čutnosti. Če se stvari ne odvijajo dobro ali je v prostoru čutiti napetost, konzuli to zaznajo in poskusijo ponovno vzpostaviti harmonijo in stabilnost v skupini. Konzuli nikakor nimajo radi sporov, porabijo veliko svoje energije za vzpostavljanje družbenega reda in imajo raje načrtovane in organizirane dogodke kot odprte dejavnosti ali spontana druženja.
Te osebnosti vlagajo veliko truda v dejavnosti, ki so jih organizirale, in zato jim ni vseeno oziroma jih zelo boli, kadar so njihove ideje zavrnjene ali če ljudje preprosto ne kažejo zanimanja. Pomembno je, da konzuli razumejo, da ljudje prihajajo iz različnih krajev in da njihovo morebitno nezanimanje ni dejanska opomba glede njih ali njihovega dela ali dogodka, ampak da zadeva preprosto ni zanje. Največji izziv za konzula je njihova občutljivost. Ljudje se namreč ne bodo vedno strinjali in bodo tudi kritizirali. In čeprav to boli, je vse le del življenja. Najbolje za nekoga z osebnostjo konzula je, da počne to, kar počne in zna najbolje. Biti vzor, poskrbeti za stvari, na katere lahko vpliva, in da uživajo v zavedanju, da ljudje vendarle cenijo njihov trud. Tako, pristali smo pri 4. tipu osebnosti, to je raziskovalec. Tako kot pri prejšnjih 3 imamo tudi tukaj introvertiran tip in ekstrovertiran tip. Prva 2 tipa na levi strani, virtuoz in pustolovec, ter ekstrovertiran podjetnik in zabavljač. In če gremo naprej, bomo opazili, da vsi 4 tipi spadajo pod določen tip 4 črk, kot jih označujemo. Torej, virtuoz pod ISTP, pustolovec ISFP, podjetnik ESTP in zabavljač ESFP. No, pa gremo po vrsti tudi k raziskovalcem po 4 tipih osebnosti, in sicer gremo najprej k virtuozi. Za tip osebnosti virtuoza je značilno, ko reče: želel sem živeti življenje, drugačno življenje. Nisem si želel, da bi vsak dan šel na isto mesto, gledal iste ljudi in delal isto delo. Želel sem si zanimivih izzivov. No, virtuozi, umetniki, radi raziskujejo s svojimi rokami, radi raziskujejo s svojimi očmi, se dotikajo in raziskujejo svet okrog njih s hladnim racionalizmom in duhovno radovednostjo. Torej, virtuozi, ljudje s takšno vrsto osebnosti so naravni izdelovalci, premikajo se od projekta do projekta, ustvarjajo koristno in odvečno, kar tako, in se sproti učijo iz svojega okolja. Virtuozne osebnosti, ki so pogosto mehaniki in inženirji, se najbolj zabavajo, ko si lahko umažejo roke in razstavijo ter nato spet sestavijo stvari tako, da so vedno malo boljše kot prej. Znane osebnosti, jih vidite na zaslonu, jih z enim stavkom lahko opisali: nič ni tako dolgočasno, kot kadar se vsi strinjajo s tabo. Virtuozi bodo spoznali, da imajo številne druge osebnosti veliko bolj jasne začrtane meje pri pravilih in sprejemljivem vedenju kot oni sami. Bolj občutljive osebnosti pogosto ne želijo slišati brezčutne šale in zagotovo ne bi nobene povedale nazaj, prav tako se ne bi udeležili nobenih neslanih šal, čeprav bi ostali želeli sodelovati. Če je situacija že čustveno nabita, se lahko kršitve teh mej močno izjalovijo. To pač se zgodi pri virtuozu. Virtuozi imajo velike težave pri predvidevanju čustev drugih, vendar je to samo naraven podaljšek njihove poštenosti. Če upoštevamo, kako težko je oceniti čustva in motivacije virtuozov, vendar pa lahko njihovo nagnjenje k raziskovanju svojih razmer skozi dejanja namesto empatije vodi do močnih frustracij. Ljudje z osebnostjo virtuoza imajo težave z mejami in smernicami. Raje imajo svobodo gibanja in barvanja zunaj začrtanih meja, če je to potrebno.
Okolje, kjer lahko sodelujejo z dobrimi prijatelji, razumejo njihov slog in nepredvidljivo združujejo s svojo kreativnostjo, smisel za humor in osebni pristop do izgradnje praktičnih rešitev in stvari. Virtuoznim osebnostim zagotavlja številna srečna leta pri izdelovanju uporabniških škatel in občudovanju le-teh od zunaj. Gremo naprej. Pustolovec, drugi tip osebnosti v četrtem tipu, kot smo rekli, raziskovalci. Bob Dylan je rekel tako: med potekom dneva se spreminjam. Se zbudim, sem ena oseba, ko grem spat, zagotovo vem, da sem nekdo drug. Kot pustolovec je Bob Dylan to zapisal in zagotovo poznamo vsi njegove pesmi in njegov razvoj, se lahko seveda s tem strinjamo. In če rečemo, osebnosti pustolovcev so resnični umetniki, vendar ne nujno v tipičnem pomenu, ko na prostem slikajo vesela majhna drevesa, vendar pa so dovolj pogosto zmožne te osebnosti tudi tega. Te osebnosti estetiko, dizajn, kakor tudi svoje izbore in dejanja uporabljajo za prestavljanje meja družbenih norm. Pustolovske osebnosti uživajo v kršenju tradicionalnih pričakovanj z eksperimentiranjem v lepoti, z eksperimentiranjem v vedenju. Možnost je, da so več kot samo enkrat izrekle stavek: prosim, ne omejujte me. No, če pogledamo znane osebnosti na zaslonu, potem jih lahko z enim stavkom opišemo. Pomen je v vsakem izrazu življenja. Največji izziv, s katerim se pustolovci soočajo, je načrtovanje za prihodnost. Najti konstruktivne ideale, na katerih zasnovati svoje cilje in izdelati cilje, ki bi ustvarili pozitivna načela, je zanje pravi zalogaj. Za razliko od nekaterih vrst osebnosti, pustolovci ne načrtujejo svoje prihodnosti v smislu sredstev in upokojitve. Namesto tega načrtujejo dejanja in vedenje kot neke vrste prispevek k smislu identitete, s čimer ustvarjajo portfelji izkušenj in nedelnic. No, če so ti cilji in načela plemeniti, znajo pustolovci biti neverjetno dobrodelni in neverjetno nesebični. Lahko pa se prav tako zgodi, da ljudje z osebnostjo pustolovca vzpostavijo bolj samovšečno osebnost in se vedejo sebično, manipulativno ter egoistično. Pomembno je, da pustolovci ne pozabijo, da morajo na aktiven način postati oseba, ki želijo biti. Boj in vzdrževanje nove navade zanje morda ne bosta prišla naravno, vendar čas, ki si ga vzamejo vsak dan za razumevanje svojih motivacij, pustolovcem pomaga izkoristiti svoje odlike za doseganje ciljev. Gremo k tretjemu tipu osebnosti. To je podjetnik. Helen Keller spada v tip osebnosti podjetnika in sicer v enem stavku je nekoč zapisala: življenje je bodisi drzna pustolovščina ali pa nič. In če opišemo nekoliko osebnost podjetnika, se pravi, je ekstrovertiran, kot vidimo na grafu, in vedno vpliva na svoje neposredne okolje. Na zabavi boste podjetnika hitreje našli, če boste iskali ljudi, ki se kot vrtinec sukajo od ene skupine do druge. Osebnost podjetnika, ki se smeje in zabava z brezobzirnim in surovim humorjem, je rada v središču pozornosti, in če z odra pozove koga iz občinstva, da naj pride na oder, se bo javil kdo drug kot podjetnik, pa naj bo na oder spravil sramežljivega prijatelja ali pa nesramežljivega prijatelja. Teorija, abstraktni koncepti in dolgovezenje o globalnih težavah ter njihovih posledicah niso teme, ki bi dolgo časa pritegnile pozornost ljudi z osebnostjo podjetnika.
Pogovori podjetnikov so energični, z dobro mero inteligence, vendar se radi pogovarjajo o tem, kaj je treba narediti, oziroma še bolje, gredo in to naredijo. Podjetniki skočijo, preden pogledajo, svoje napake popravijo sproti in ne radi sedijo pri miru, ampak vedno pripravljajo načrte z možnostmi in izhodi. Sliko, ki jo vidite na zaslonu, opisuje v bistvu značaj, tip osebnosti podjetnikov. Z enim stavkom bi jih lahko opisali: večina ljudi ne posluša dovolj dobro. Zakaj? Ker imajo verjetno najbolj dojemljiv, nefiltriran pogled med vsemi vrstami osebnosti. Podjetniki znajo zaznati še tako majhne spremembe. Ne glede na to, ali gre za spremembo v obrazni mimiki, nov slog oblačenja ali opustitev navade, lahko ljudje s to vrsto osebnosti zaznajo skrite misli in motive, medtem ko bi bila večina vrst osebnosti srečna, če bi sploh zaznala karkoli nenavadnega. Podjetniki te opazke uporabljajo takoj, jih na glas zaznajo in začnejo spraševati, pri čemer se nič kaj dosti ne ozirajo na čustva drugih. Podjetnik si mora zapomniti, da se vsi ne želijo si vsi, da bi se njihove skrivnosti in odločitve širile v javnosti. To je v bistvu njihova najpogostejša napaka. Včasih pa je podjetnikovo takojšnje opažanje in ukrepanje ravno to, kar je potrebno, kot je na primer v nekaterih korporacijskih okoljih in predvsem v nujnih primerih. Če pa podjetniki niso previdni, lahko gredo stvari predaleč in s tem lahko močno prizadenejo bolj občutljive ljudi ali pa celo pozabijo na lastno zdravje in na lastno varnost. Glede na to, da predstavljajo samo 4% prebivalstva, jih je ravno dovolj, da ohranjajo stvari začinjene in tekmovalne in da ne povzročajo sistemskega tveganja. Torej, podjetniki so polni strasti in energije, ki jo dopolnjuje racionalen, včasih zmeden Navdihujoči, prepričljivi in barviti ljudje s to vrsto osebnosti so naravni vodje skupin, ki druge vodijo po bolj zahtevnih poteh in s seboj prinesejo življenje in razburljivost, kamorkoli že gredo. Pravi izziv za podjetnika je izkoristiti te lastnosti, da bi dosegel konstruktiven in koristen cilj za vse. Gremo naprej, in sicer na ekstrovertiran tip osebnosti, to je v 4. skupini raziskovalca, zadnji tip osebnosti zabavljač. Sem sebična, nestrpna in malce negotova. Delam napake, sem podivjana in včasih je z mano težko shajati. A če ne moreš z mano shajati v moji najslabši izdaji, si me ne zaslužiš niti v najboljši izdaji, je rekla Marilyn Monroe. Spada v tip osebnosti zabavljač. Torej, če kdo zna spontano zaplesati na pesem, so to zabavljači. Zabavljači se zadržijo v razburjenju trenutka in želijo, da tudi drugi čutijo enako. Nobena druga vrsta osebnosti ni tako radodarna s svojim časom in energijo kot zabavljači. Ko gre za spodbujanje drugih, to počnejo na način, ki se mu nikakor ni mogoče upreti, česar ni zmožna nobena druga vrsta osebnosti. No, in na zaslonu pravzaprav vidimo 4 tipe, moderne tipe, zaznane tipe znanih osebnosti, ki bi jih opisali z enim stavkom: in zaslužimo si sijati. Največji izziv, s katerim se zabavljači soočajo, je, da so pogosto tako osredotočeni na takojšnje užitke, da zanemarijo
dolžnosti in odgovornosti, ki jim to razkošje sploh omogoča. Kompleksne analize, ponavljajoče se naloge in primerjava statistik z dejanskimi posledicami niso enostavne dejavnosti za ljudi z osebnostjo zabavljača. Raje se zanašajo na srečo in priložnost ali enostavno prosijo za pomoč nekoga iz svojega širšega kroga prijateljev. Za zabavljače je pomembno, da se pripravijo do tega, da imajo sami nadzor nad dolgoročnimi zadevami, kot so njihovi načrti za upokojitev ali vnos sladkorja, saj ne bodo imeli vedno v bližini nekoga, ki bi jim pomagal paziti na te stvari. Tip osebnosti zabavljača zna prepoznati vrednost in kakovost, kar je že samo po sebi dobra lastnost. Ker pa so, kako bi rekel, slabi načrtovalci, pa lahko to povzroči, da živijo preko svojih zmožnosti, pri čemer so zanje še posebej nevarne kreditne kartice. Veliko bolj so namreč osredotočeni na to, da zagrabijo priložnost, namesto v načrtovanje dolgoročnih ciljev, zaradi česar lahko hitro spoznajo, da so zaradi njihove nepozornosti nekatere dejavnosti postale finančno nedostopne. Za ta tip osebnosti bi lahko rekli, da zabavljača od vsega najbolj razžalosti, ko spozna, da je omejen zaradi nastalih okoliščin in se ne more pridružiti svojim prijateljem. Tako, zabavljači so dobrodošli, kadarkoli so potrebni, smeh in igrivost, in prostovoljec, ki bo poskusil nekaj novega ter zabavnega in zanje ni nič boljšega, kot vse vključiti v svojo igro. Zabavljači znajo klepetati več ur, včasih o vsem, razen tisti temi, o kateri bi naj govorili, in vselej stojijo svojim ljubljenim ob strani, tako v dobrih kot v slabih časih. Če se bodo znali ohraniti in v tem ohranjanju znali ohraniti tudi svoj red, bodo vedno pripravljeni podati se v nove in razburljive stvari, ki jih nudi svet. Ampak ne sami, seveda skupaj s prijatelji. Pred vami je zaključek ali pa začetek zaključka naše ekskurzije, ki smo jo predelali skozi 16 tipov osebnosti. Kot vidite, je tabela 3x4 in skozi to tabelo je razvidno, kako označimo oziroma oznake posameznih osebnosti. Torej, kaj reči ali kaj storiti posameznemu tipu osebnosti, da recimo, da se ga dotakne, ter se v njem prebudi pozornost do vas. Tabela, ki je pred vami, je primer tabele, sicer v angleškem jeziku, kot primer, kako se prikupiti človeku, vkolikor se ve, kateremu tipu osebnosti pripada. Torej, če veste, da pripadate enemu tipu osebnosti in je test rešila oseba, ki jo poznate, prijatelj, partner, otrok ali sodelavec, potem poiščite najbolj občutljivo točko, s katero boste zbudili pozornost pri temu tipu osebnosti. V nadaljevanju je potem prikazana še ena tabela, je podobna tabela 3x4, v kateri vidimo, s katerim tipom osebnosti bi bilo najbolj prikladno dogovoriti zmenek ali se pogosteje družiti ali početi kaj drugega. Kot vidimo, se da na podlagi analize vprašalnika, ki ga posameznik reši in skozi katerega se vidi, v kateri tip osebnosti spada, vidimo tukaj na zaslonu v 4 krogih posamezne kategorije osebnosti, ki pripadajo. No, na vrhu je zeleni krog, kjer je idealistični tip osebnosti, na desni strani rumeni krog, kjer spadata umetnik oziroma rokodelec, bolj praktični tipi, umetniški tipi,
modri krog na dnu, racionalist, razmišljajoči tip in pa na levi strani rdeča rjava barva ponazarja varuha in zaščitnika. No, in če gremo v nadaljevanje na delitev moški-ženska, vidimo, da je 60% moških bolj v razmišljajočem procentu po vsem svetu, medtem ko je 65% žensk čutečih in čustvenih, ki so v vsem svetu rešile ta test. Naj povem, da vsako leto nekaj milijonov ljudi rešuje v bistvu ta test osebnosti, ki ga potrebujejo bodisi za raziskovanje globine duše, za poznavanje samega sebe, morda za življenjske odločitve, odločitve za poklic, za naprejšnje šolanje, za športne dejavnosti, aktivnosti, za medosebne odnose. Skratka, test je multiuporaben. No, tukaj je še en primer, kjer obstajajo preglednice, s pomočjo katerih si lahko na hitro ustvarimo sliko za posamezen tip od vseh 16 tipov osebnosti, kam kateri tip spada in kratica, ki pripada določenemu tipu osebnosti. Pred nami je piramida in sicer predstavlja tri lastnosti človeka, to so fizična, mentalna in emocionalna. Kot vemo, je telo sestavljeno iz teh treh, fizičnega, čustvenega in mentalnega telesa. To poznamo že iz bioritmičnega sistema, kjer se merijo tudi čustveni, fizični, intelektualni ciklusi, vendar je bioritem na neki drugi osnovi narejen kot ta test. Tako da v nasprotju z bioritmom je pri tej piramidi mogoče razbrati, kateri tip osebnosti je bolj dovzeten za čustva, kateri tip osebnosti je bolj mentalno aktiven in kateri tip je bolj primeren za fizično realnost. In če vidite na sredini, je sivi kvadratek, to se pravi tako imenovani univerzalni tip osebnosti, ki ga na nek način lahko postavimo v katerokoli sfero in bo povsod dobro funkcioniral. No, tukaj še ena tabela, 4x4. Glede na rezultat osebnega testa ter tip karakterja, ki ga rezultat testa pokaže, se z lahkoto ugotovi, v kateri športni panogi bi posameznik lahko najprej in najbolje uspel. Če vas je zadeva pritegnila, vam tukaj ponujam naslov, ki sem ga raziskal, našel na spletu, namreč na Google Play ali na drugih rednih trgovinah, kjer se ponujajo mobilne aplikacije. Te aplikacije ni mogoče najti, temveč se lahko najde na posebni spletni strani 16 tipov osebnosti za reševanje testa. Recimo, na strani je zapisan spletni naslov v podčrtani modri barvi, od koder si lahko to mobilno aplikacijo prenesete na vaš mobilni telefon. Ko enkrat aplikacija prenesena iz svetovnega spleta v vaš telefon, jo poiščete, kamor se je prenesla, ponavadi v download direktorij, jo inštalirate, ker pač, kot je rečeno iz Google Playa, je namreč ni mogoče prenesti. Ta aplikacija je v angleškem jeziku, ponuja vprašalnik v angleškem jeziku in je zelo dobra priročna za komunikacijo z drugimi osebnostmi. No, sicer, če boste želeli, si to poglejte sami in jo izprobajte in preverite. Kar vam pa želim danes povedati, pa je, da obstaja za vse, kar smo danes slišali, za vseh 16 osebnosti, brezplačen test osebnosti po tej metodi. To se pravi, gre za 16 osebnosti, pri katerem vprašalnik odgovarjata na vprašanje in tako ugotovite, kateremu tipu osebnosti pripadate. To pa je na naslovu www.16personalities.com/sl. Marsikdo misli, da je to SI, ne, na koncu je SL. Ali pa SL/brezplačen-test-osebnosti in se vam prikazal vprašalnik v slovenskem jeziku in seveda tudi potem dokončen odgovor, glede na rešena vprašanja tudi
tip osebnosti. Pred vami je rezultat mojega testa in kot je razvidno, spadam v tip analitika, v kateri je podkategorija poveljnik z oznako ENTJ-A, kar pomeni, da sem ekstrovertiran, intuitiven, razmišljujoč in stvari presodim pred akcijo. Na začetku smo povedali, da se vse meri v parih oziroma v dvojicah. Tako gre ekstrovertnost proti introvertnosti, vizionarstvo proti realnemu svetu, logika proti empatiji, načrtovanje proti iskanju in odločnost proti previdnosti. Na grafu se točno vidi, koliko odstotkov se mi ta nasprotja pokrivajo ali odklanjajo. Za konec še hvala za vašo pozornost. Delo našega društva lahko spodbudite na naslovu www.elis-center.com/društvo. In za zaključek naj se vam zahvalim za vaš čas, potrpežljivost. Upam, da boste test poiskali na svetovnem spletu, ga rešili in raziskovali sebe, se bolje spoznali in bolje uspeli v življenju. Lep pozdrav in se vidimo naslednjo soboto na naslednjem Zoomu.